Ko narava ugasne luč, moramo mi prižgati razum. Minula noč in jutro sta na širšem mariborskem območju postregla z realnim opomnikom, kaj pomeni, ko narava prekine našo rutino. Težak, moker sneg ni povzročil konca sveta, je pa, žal, konkretno ohromil naš vsakdan. Ko beremo o moteni oskrbi z vodo in o kar 35.000 odjemalcih Elektra Maribor, ki so ostali brez električne energije, je prva reakcija pogosto negodovanje. A ravno v takih trenutkih se moramo zavedati, da smo proti sili narave včasih pač nemočni. Da, tudi leta 2026. Nič ni nenavadnega, če drevje klone pod težo snega in pade na daljnovode ali zapre cesto. To ni napaka sistema, pač pa izredna situacija. V takšnih razmerah je ključno ohraniti mirno kri. Nič ne pomaga jeza, ko pa vemo, da so ekipe Elektra Maribor, Nigrada, Darsa in ostalih služb že na terenu, da so gasilci znova vstali sredi noči, kot že tolikokrat, da bi nam pomagali. Kljub težko prevoznim cestam in nevarnostim na vsakem koraku se pristojne službe prebijajo do lokacije okvar, da bi znova vzpostavile tisto, kar jemljemo za samoumevno. Namesto panike je potreben razum. Če so pristojni pozvali, naj spremljamo razmere, naj bomo previdni ali ostanemo doma, če le lahko, so to storili z razlogom. Narava nam je začasno vsilila počasnejši tempo. Naša naloga je, da to sprejmemo, se prilagodimo in s potrpežljivostjo izkažemo spoštovanje tistim, ki v mrazu in snegu garajo, da bi se v naše domove vrnila elektrika in voda, na ceste pa varnost. K slednji lahko prispevamo tudi sami, strpno in premišljeno vožnjo. Kot lahko mnogi sami v roke primemo lopato in očistimo pred svojim pragom. In še napoved za prihodnje dni, kmalu bo tukaj pomlad, sneg in skrbi bodo hitro skopnele.